Torej, pozdravljeni, gospod Korelič. V Koprski luki je bilo v zadnjem tednu zelo pestro. Kako ste vi videli to dogajanje? Pestro je kar nekaj let in moram reči, da sem žalosten, ko preko javnih občil spremljam to dogajanje, drugače pa nimam nekih stikov z samo luko. In žalosti me pač to, da lastniki tako, bi rekel, neodgovorno ravnajo z svojo lastnino, kar se kaže seveda skozi postavljanje uprav, ki že nekaj časa niso dorasle poslom. Imate konkretno kaj v mislih? Zdaj, gospod Mišič je pred dobrega pol leta na zelo samosvoj način prišel v vodstvo luke. Vedno je bil nekako na prepihu, zdaj pred dnevi pa je moral oditi. No, jaz ne bi o imenih in konkretnih ljudeh dajal svoje sodbe. Lahko pa rečem, da se je v zadnjih nekaj let zvrstilo kar nekaj direktorjev, vsaj toliko, kot se je prej v 50 letih skupaj. In seveda voditi luko pa ni tako enostavno. Poleg znanja je treba imeti tudi nekaj izkušenj. Tako da čudim se, da se pač lastniki ne opredelijo za ljudi, ki bi bili sposobni neke širše vizije in strokovnega pogleda na logistiko in nekaj več izkušenj tudi z tega področja, kajti pristanišče je kompleksen gospodarski in infrastrukturni objekt, ki zahteva mnogo znanja in seveda dosti izkušenj. Te ljudje, ki so bili v zadnjih letih po vašem tem mandatu, se pravi gospod Časar, Veselko, Brank, Mišič, imajo kakšen skupni imenovalec, torej pomanjkanje izkušenj, znanja, kaj jim je za očitati? No, vseh teh bi seveda rekel, da je Brank človek, ki je imel nekaj izkušenj v logistiki in seveda tudi nekaj znanj, tako da njega bi iz te skupine izdvojil. Tako da ostali pa seveda so bili več ali manj politično nastavljeni in seveda bili potem dolžni spoštovati tudi, kako bi rekel, neke interese, ki so od tistih, ki so jih pač nastavili. Gospod Mišič pravi, izjemno smo povečali prihodke, vrednost luških delnic na borzi se je podvojila, to je moja zasluga. Kako vi gledate na tako razlago? No, ne bi rad bil nevljuden, gotovo v nekaj mestih se v luki ne da pokazati individualnih uspehov. Luka je kot velika tovorna ladja, tudi če ugasnejo motorje, ona lahko še dolgo pluje v neko smer. Tako je tudi z luko. Temelji razvoja in poslovne usmeritve so bile postavljene pred mnogimi leti in seveda imeti zdaj zasluge po nekaj mesecih za povečevanje prihodkov, da ne rečem smešno, je, da si zaslugo prilašča direktor pri rasti delniškega tečaja. To je pač dobro znano vsem tistem, ki so malo spoznajo na borzo, kako se tam oblikuje cena. V zadnjega pol leta je država kar dvakrat sklicala skupščino z namenom, da bi spremenila statut. Zdaj je gospod Mišič, ko je bil razrešen pred dnevi, celo napovedal tožbo zoper to razrešitev. Prišlo je menda na dan, da je celo statut neskladen z zakonom o gospodarskih družbah. Vtis je tak, da večinski lastnik ne ve prav gotovo, kaj bi s to svojo lastnino, kaj bi z luko. Je tudi vaš tak vtis? Predvsem seveda bi rekel, da so nerazumljive poteze večinskega lastnika. Država je le večinski lastnik pristanišča. Napisane so bile tudi nekatere strategije in študije o pomenu pristanišča za nacionalno gospodarstvo in za razvoj
logistike v državi. Ne. Zato seveda je čudno, da seveda se ne postavi lastnik v pozicijo, da zahteva, bi rekel, od nadzornikov, ki morajo biti seveda kvalificirani. Mislim, da ti zadnji, ki so danes tam, so kvalificirani dovolj. Vendar zahteve po poslovodstvu oziroma upravi bi morali biti konkretizirane tudi s konkretnimi nalogami in cilji, ki bi jih moral lastnik postaviti. In tu mislim, da lastnik ni odigral svoje funkcije in odgovornost seveda je tudi na njegovi strani. V zadnjih letih se je pokazalo, da imajo pri upravljanju koprskega pristanišča veliko moč, veliko težo tudi glasovi delavskih predstavnikov, od 9 nadzornikov, kar 3 pripadajo njim. Kako je s tem? Se vam zdi, da imajo preveliko moč, prevelik vpliv na samo upravljanje takega velikega sistema? No, v zadnjem obdobju se kaže, da gre bolj za politično povezavo sindikatov, predvsem sindikatov žerjavistov, delavskega direktorja, ki tudi, bi rekel, nekako spada v to politično grupacijo, in pa občine Koper. To je, bi rekel, struktura ljudi, ki imajo zelo velik vpliv in ki so seveda tudi vplivali pri izvolitvi sedanjega odstavljenega predsednika uprave. In jaz mislim, da stvar delavcev v nadzornem svetu je predvsem enaka in odgovorna kot vseh ostalih članov nadzornega sveta. Tle ne gre za dva različna nivoja nadzornikov, ampak za enotno odgovornost za poslovanje in nadziranje uprave in ne za tako ali drugačno potuho ali podporo ne vem, temu ali onemu vodstvu. Torej, nekako načelo vsak mora nositi sam odgovornost za odločitve, ki jih sprejema, ne glede na to, koga zastopa. Gotovo. V Luki bodo sedaj iskali v kratkem novega predsednika uprave. Koga vi vidite na tem mestu? Je sploh v Sloveniji je tak usposobljen kader, ki bi lahko vodil tak velik in zahteven sistem, ali bo ta kader potrebno v tujino? No, jaz sem zagovornik, da ima Slovenija dovolj strokovnih in usposobljenih ljudi za vodilna delovna mesta v gospodarstvu, tudi izobraženih in, bi rekel, z ustreznimi znanji. Vendar to bi morala biti prioriteta in naloga lastnikov, da od nadzornikov zahtevajo, da postavijo in izberejo take ljudi, ki so, kot rečeno, usposobljeni in z ustreznimi izkušnjami. In v Sloveniji jih je dovolj, zato ni nobene potrebe, da bi jih iskali v tujini. Imate kakšno ime pri roki, mogoče poznate? No, ne bi o imenih govoril, lahko povem samo to, da leta 2005, kot sem odhajal iz Luke, smo imeli kar nekaj ljudi pripravljenih za naslednike. Žal se je seveda nova uprava te ljudi kar hitro znebila in seveda danes jih je treba pač poiskati in se pogovoriti z njimi. Jaz sem prepričan, da med njimi je kar nekaj takih, ki bi bili seveda sposobni učinkovito in odgovorno voditi Luko. V zadnjem času se veliko govori o lastninjenju, da država ni dober lastnik gospodarskih družb v državni lasti. To se je pokazalo, ne vem, pri bankah, pa tudi v drugih sektorjih. Znano je, da večinski lastnik Koprske luke je ravno tako država. Mnogi pomisleki grejo tudi v to smer. Znano je, da so tudi apetiti tujcev potem, da bi vstopili v Koprsko luko, veliki. Kakšen je vaš pogled na to lastniško strukturo? Je taka, kakršna je optimalna?
vidimo, da pač država svojo lastnino ne ravna optimalno. Vsaj trenutno ne. Torej ni nujno, da je država nasploh slab lastnik. Slabi lastniki so ponavadi politični interesi, ki prevladujejo nacionalne interese, politični interesi posameznih strank. In to se kaže v zadnjih 10 letih v Luki izrazito negativno. Tudi jaz sem deloval skupaj z kolegi skoraj 30 let tako ali drugače v Luki in tudi takrat je bila država tako ali drugače, vse od leta 1994 večinski lastnik, ampak so nas pustili delati. Niso se vmešavali v poslovne in razvojne poglede in koncepte. Seveda smo mogli polagati račune lastnikov. Danes pa izgleda, da teh računov ni treba polagati in seveda zato je stanje tako, kot je. Še zadnje vprašanje imam. Rekli ste, da je na čelu Koprske luke nadzorni svet, kateremu zaupate, so strokovnjaki. Gospod Mišič je moral oditi. Gospod Popovič je znano, da je bil obsojen pred dnevi na zaporno kazen, sicer na prvi stopnji. Pričakujete glede na to konstelacijo dogodkov kakršnekoli spremembe, ki bi se kazale tudi pri poslovanju Luke? Ja, jaz sem optimist. Prej ali slej sem prepričan, da bo država, ministrstvo, nadzorni svet postavili na čelu Luke ljudi, kot sem rekel, ki so sposobni in odgovorni in pošteni in seveda zagotovili ustrezen razvoj in poslovne rezultate v Luki. Enako pričakujem, da bomo občani na volitvah izbrali takega župana, ki bo mogoče nekoliko drugačen, predvsem pa delu v interesu vseh občanov te občine. Torej, nekako spremembe so nujne. Ja, prepričan sem, da so potrebne in nujne. Velja. Gospod Korelič, najlepša vam hvala za pogovor. Hvala. Prav tako hvala tudi vam, gledalci, da ste nas spremljali. Lep dan še naprej.